Haleluja, dobrodošli v nov dan z Jezusom, v osupljiv dan, poln novih mogočnosti. Haleluja. Naj ti povem prvič, noben te ne more zakleniti, noben te ne more umiti, noben ne more se delati norce s tebe. Bog te ustvaril, da si svoboden. Ne bo v eni kletki, bo danes usmerjen na nove priložnosti. Karkoli se dogaja, karkoli poslušaš, kjerkoli so okoliščine, pač iz vseh strani poslušaš, kaj vse narobe, koliko virus napreduje in kaj vse ne smeš delati. Raj razmišlji, kaj lahko delaš. Razmišlji, zakaj te je Bog ustvaril. Razmišlji, kako lahko nekaj dobrega iz tega narediš. Ko so šli ugledniki v obljubljeno deželo, v 4. Mojzesovi beremo v 13. poglavju, 10 od 12 imeli negativno sporočilo. 2, Jozo in Kaleb, sta imela duha vere, ne duha strahu, ne duha tega sveta, ne duha televizije, medijev in politike, ampak duha vere. Duh vere je vedno vid rešitev, duh strahu pa gleda v problem. In kaj sta rekla, ko sta videla velikane v obljubljeni deželi? Za malco jih lahko uničimo. Haleluja. In prinesla sta ogromen sad iz obljubljene dežele. Danes glej na rešitev, glej sebe, tako kot da si Jezus, tako kot da si apostol Pavel, tako kot da si član prve cerkve, ki neustrašno širi evangelij, tako kot da si Daniel, tako kot da si človek, ki ne poklekne pred nobeno maskoto, tako kot da si človek, ki ga vržejo v jamo z levi in mu nič levi ne morejo narediti. Haleluja. In danes, ne ti povem, vojna je v našem umu. Kaj boš verjel? Katero misel boš verjel? V Efežanih 6:11 piše, da je naša bitka proti zvijačam hudiča, lažnivim mislom hudiča. S to ne vzamemo čelado odrešene in zaščitimo svoj um. Ne se predati strahu. Jaz sem molil glih včeraj za eno osebo, ki je bila na testu pozitivna in ima določene težave in gor in dol, glede korone, in pač sem jo ohrabril. To ti ne pripada. Smo to zvezali, odstranili stran in pričakujem dober rezultat. V Galačanih 5:16 prav, živite po duhu in ne boste služili po želenjem mesa. Kaj je duh? Duh je Božja beseda. Ko hodiš, razmišljaš, slaviš Boga, se veseliš v vsaki situaciji. Izaija 26:3 prav, če imaš svoj usmerjen na Boga, boš imel popoln mir. In ne ti povem, nič drugega ti ne pripada. Ne verjeti nobeni misli, ki pride proti tvojemu umu. V 2. Korinčanom 10:3-5 prav, orožje našega bojevanja ni meseno, ampak je duhovno in ima v Bogu moč, da rušimo trdnjave in vodimo vsako misel v poslušnost Jezusu Kristusu. Danes, haleluja, Gospod, hvala ti, da je to čas novih priložnosti, novih zmag. Hvala, Oče, da te noben ne more zakleniti. Hvala ti, Sveti Duh, da v nas deluješ in si nezaklenen. Haleluja. Danes nam daj nove ideje, nove avanture s Svetim Duhom. Haleluja. Oče, molim, da luč še bolj svet. Haleluja. Bolj, ko tema narašča, naj luč še bolj svet. In Oče, molim, da ne padamo pod vpliv tega sveta, ampak hodimo v Božji ljubezni, v Božji moči in v zdravem umu. Haleluja. Bog vas blagoslavlja, kjerkoli ste.